Dober večer, drage dame in cenjeni gospodje na drugi strani malih ekranov. Lepo pozdravljeni v posebni božični oddaji Ozadij. Danes ste gotovo že preživeli lepe trenutke s svojimi najbližjimi, drevesce je gotovo tudi že postavljeno, kakšno darilo vas je morda že pričakalo zjutraj, ko ste se zbudili. In zato, da bo današnji praznični večer še lepši, smo danes v goste povabili koga drugega kot Božička. Lepo pozdravljeni, gospod Božiček. Lepo pozdravljena. Hvala lepa, da ste si najprej sploh vzeli čas. Verjetno ste zelo utrujeni, ko ste celo noč raznašali darila. Da ste še našli energijo, da pridete k nam v studio. Tako, kot si dejala, res si mogel vzeti čas. Kajti vsak obisk na domu imam točno določen, koliko časa se lahko zamudim, koliko časa da mleko spijem, da kakeh spijem. In se dobesedno tempiran od minute do minute. In na tvoje povabilo sem se res zelo rad odzval. Lepo, me veseli, zato da bodo tudi naši gledalci lahko kakšno skrivnost iz Božičkovega življenja izvedeli. Ja, nekaj bom že povedal, vse skrivnosti pa tudi ne smem izdati. Nekaj mora biti tudi Božičkova skrivnost. Povejte mi čisto po pravici, včeraj je bil božični oziroma bil je sveti večer, ko so otroci vsi pripravljali svoje prostorčke, kamor so seveda želeli, da jim odložite darilo. Tam so vas pričakali mleko, piškoti in seveda je naporna noč za vami, da ste lahko vse obdarili. Kako je danes z vami? Kakšno je počutje? Ste utrujeni ali ste tekom toliko let, ko obdarujete otroke in tudi tiste malo večje, se vsega tega že navadili? Moram priznati, da kljub letom, toliko let obdarujem otroke, se vračam vsako leto res malo bolj utrujen. Ampak moram priznati, zahvaljujoč mati Božičkovi, me pričaka s čajem, s toplo posteljo in se takoj, ko pridem, se spijem mleko ali pa čaj, karkoli mi pripravi, se uležem in takoj zaspim, ker sem res včasih zelo utrujen. Pa če zdali več je treba otrok obdariti. Vsa lahko leto, več jih je in moram reči, da so skoraj vsi pridni. No, to je pa lepo slišati, da jih ni treba veliko kregati. In verjetno imate v teh dneh, sploh pred Božičem, ko prejmete cele gore pisem, ki jih je treba odpreti in prebrati, veliko dela že s tem, da si sploh čas vzamete, da vse te vrstice, ki jih otroške ročice napišejo, preberete in da potem iz svojega kupa igrač in iz tistih kosov, kjer imate kaj spravljeno za obdarovanje, izberete tisto, kar bo za vsakega posebej. Moram priznati in zahvaliti se moramo, predvsem tistim, ki mi pišejo, za risbice, za želje. Moram pa tudi tu povedati, da vse želje pa tudi Božiček ne more izpolniti. Zato izpolnim, malo prebiram po tistih željah, in tudi med željami izberem, ker poznam otroke, kaj bo res potreboval in po tiste želje in prilagodim tudi darila. Tako da bolj ko ne dobijo vsi otroci tisto darilo, ki jo res potrebujejo. Tista taka nepomembna, kot so razna igrače pa druge, ko vem, da ne bojo potrebovali, in pa mogoče drugo leto podarim. Drugače pa gledam, da zbiram taka darila, ki bo do prav prišla. Da imajo tudi neko praktično vrednost, a ne? Ja, taka darila tudi najraje podarim. Kaj pa si sicer otroci največ želijo? Katere so tiste želje ali pa tiste stvari, ki jih v pismih zapišejo in se največkrat ponovijo? Kaj si želijo otroci? Imam pa take želje, da moram jaz tudi dobesedno malo razmisliti, kaj si najbolj želijo. Ja, recimo, najbolj si želijo smuči, potem sanke, kajti tudi otroci upajo, da bo Božiček in Dedek Mraz prinesla sneg kmalu v počitnice, da bojo uživali na snegu. Ja, punčke bi najraje imele barbike, potem oblekce zraven, da se igrajo. Nekateri otroci bi radi, sem mogel profi iskati, da sem dobil take dojenčke, ko jim daš jesti in piti in dulajo in kakaj, potem tudi dve dojenčki. Ja, pa razni psički, ko govorijo, zdaj je prišel ven nova igrača, slonček, ki tudi govori in poje. Tako da bo mogel tudi Božiček malo razmisliti o darilih še za posebne otroke, da bo kaj tazga nabavil, pa da bo kupil. Drugače pa želja od vlakcev, potem raznih tovornjakov, avtomobilu. Kaj pa najbolj si želijo, tistem pa najbolj žalosten.
te nove telefone, kako se jim že reče, iPhone, kako se jim že... iPhoni, Ja, pametni no, telefoni. Ja, no, pa pametni telefoni, bom tako še bolj zapomnil, pa tablične računalnike. To vam ni najbolj všeč, ko take želje preberete? Ne, poklicno ne. Raje spomnim kako željo, če si kdo zaželi kak inštrument, kako violino. Čeprav moram priznati, jaz violine ne poslušam rad, ampak lansko leto, ko sem obdeloval v glasbeni šoli, moram povedati, da je bila nastopajoča takole velika, violinca imela pa takole mehno. Mislim, pa še pa, kako se reče, vratno, kot je bila malo dali, ampak je tako lepo zaigrala. Moram priznati, da lahko vsak večer poslušajo. No, pa različne druge harmonike, predvsem taka darila si želijo otroci, če se le da, ko starši to ne morejo kupiti. In če se le da, jim spomnim željo. No. Najraje pa tako. A dobite kakšno pismo tudi od tistih večjih otrok, od odraslih, da si vseeno, kljub temu, da smo že prerasli tisti otroški entuziazem, da vseeno si kdo drzne poslati pismo Božičku in si zaželeti kaj? Ja, tudi taki so. Ja. Kakšne so pa odrasle želje? Ja, marsikatera od deklet bi rada fanta spoznala, pa prav Božiček, pomagaj mi, potem fant dekle. Piše pa razne igrale, tudi za te pametne telefone, malo večji, ko so, pa da ne bi, ena dva sta mi celo pisala, ne napišem upravičilo za šolo. A to ne bo še leto. In to so bili odrasle, in tudi pred letih sem bil v Litiji, so prišle dve dekleti k meni, so me sprašvali, kako bo z ljubeznijo, a bo še naprej hodila s tem. Ja, največ se suka okoli ljubezni, no. Ljubezen vrti sveta, ne? Ja, sigurno, ja, tako je. Kje ste pa vi spoznali vašo Božičkovo gospo? Ja, to je pa ena izmed skrivnosti. Ko se jih ne sme povedati. Ja, seveda ne. Kaj pa recimo tovarna igrač, to je tudi ena taka zanimiva, še neodkrita skrivnost, iz katere pa mogoče boste lahko vsaj malce razkrili. Kdo vse pripravlja, izdeluje igrače, da jih lahko potem po svetu razvozite, raznosite? Kje vse dobite vi? In material, in potem papir, da se to zavije. Kdo vam pomaga? Moram priznati, da v tovarni mi največ pomagajo palčki, potem škrati tudi, ne? In pa tudi živalce nekatere. Recimo medvedi, bi vsak mislil medved, velik pa narodni, res, nekateri so prav spretni. Pa še močni najbrž. Ja, seveda, pa lisičke, pa zajčki, srnce, vsi mi pomagajo. Ja, za les pa za papir moram pa tudi povedati, da včasih mi velikrat zmanjka, potem pa tudi Božiček napiše prošnjo v kako tovarno, ko izdelujejo papir. No, pa do zdaj sem jim zmeraj uslišano prošnjo, so mi poslali, da so delali pa tiste darilni papir, ne? Predvsem tistega mi zmanjkuje. In moram reči, da se zelo dobro odzovejo tudi razne tovarne, proizvajalci, kako se temu vi rečete. No, moram reči, da sem kar vesel, da mi nekako uspe pol s pomočjo mojih pomočnikov, da izdelujemo tista darila, zavijemo in potem grem po seznamu. Priden, dobi darilo, ni priden, ne dobi darilo. Nič ne pogledate skozi prste, da če je bil poreden, ampak vendarle malce pridnosti je pa pokazal, da vseeno nekaj dobi, ampak ne toliko, kot bi si zaželel. Ja, tam sem pa zelo pozoren. Saj pol leta nazaj, ne, pridem jaz, se mora popraviti. Tako da zadnji dan ali pa zadnji teden, da bi se popravil, ti se pa malo premalo. Ne šteje, je to premalo časa. Ti sploh ne preberem njegove prošnje. Kako pa vam uspe toliko otrok spremljati? Imate kakšno posebno navezavo starši z bratci in sestricami teh otrok? Ali kako? Ali ste tako vsemogočen, da to vse veste sami? Bolj težko bi brez pomoči, ne? Ampak moram povedati, da starši, pa bratci pa sestrice nimajo nič pri tem, imam svoje pomočnike. Moram vedeti, da že vsak otrok se rodi, ga zapišem v knjigo in potem ga spremljajo moji pomočniki. Tako da poznam kakšen otrok že sigurno od rojstva naprej,
ga spremljajo palčki, tudi živalci ga spremljajo. Zdaj po zimi sploh, tudi ptičke mi pridejo povedati, kdo jim hrano nastavlja pa to. Tako da imam jaz pomočnik ogromno, noben mi ne uide, da bi slučajno mogoče kjer dobil darilo, ko ne bi bil priden. Tako da bi bil res samo pridni otrok. Greste po tej liniji poštenosti. Ja, poštenosti. Tega se treba pa držati. Ja, sigurno. Zanima me še nekaj. Otroci, nekateri bolj pridni, drugi manj. Katere so tiste lumparije ali pa vragolije, ki jih otroci počenjajo, zaradi katerih vi rečete, ta je bil pa poreden, ta si pa ne zasluži darila? Ja, teh je pa tudi veliko. Malo bom se jim pomislil. Ja, največje je to, da starši ne ubugajo, pa dedku pa babic, ne? Da ne delajo domačih nalog, da ne pospravljajo igrač ali pa oni malo odrasli šolskih stvari, da ne delajo domačih nalog. Tisti manjši pa v vrtci, da se prerivajo za igrače. Ja, v vrtcih so igrače od vseh, ni nobenega posameznika, si treba igrače deliti. Ja, pa zobke se ne umivajo. No, vejo že, koliko si treba umiti, ampak priznajo pa tudi, da si neredno umivajo. Pa kaj, ja, predvsem to, da žalostijo starše. Otroci bi se mogli zavedati, koliko se starši zavedajo, da so otroci največje bogatstvo. Bi mogli tudi otroci, saj potem, ko so malo starejši, imeti spoštovanje do otrok. Ampak moram priznati, da je to tudi veliko od vzgoje staršev. Kakršni bojo otroci vzgojeni, tako bojo potem bili tudi v starosti. Ja, res je. Zanima me še nekaj. Včasih, ker že toliko let seveda raznašate darila, so bili časi drugačni, kot so danes, in Miklavž, Božiček, dedek Mraz, vsi trije dobri možje, niso tako radodarno obdarili, niso prinesli toliko tistih najmodernejših igrač, ki jih sedaj otrok že malo da ne kar iz letaka izbere. Kaj se je včasih največ nosilo? Kaj so si včasih otroci želeli? Moram povedati, da včasih so bili otroci veseli, če so dobili kako pomarančo, kakšne rokavičke, pa topel šal. Od sladkarij fige. Fige. Ja. Pa počakajo, ne? Ja, pa suho sadje, resno, slive, pa krhlj od jabolka. To so se dobili. Pomaranče so bile zelo redke. Fige, kot sem rekel, pomaranča, kaka. Pa kabelj cukor. Kaj pa je to? To je pa sladkor, ta rjav sladkor na sraboti, ne, na slami. To se danes že skoraj nikjer ne. več, Tega nikjer. To so včasih v trgovini prodajali na kilogram. Ja, to smo včasih to pa res lahko samo vi veste, ko ste že tako častitljive starosti. Moram povedati, da tudi Božiček je bil zelo vesel, kadar je prišel do tistega sladkorja, kabelj cukra, no, smo rekli. Vam je malo energije dalo. Ja, sladkor pa sigurno ti da energijo, če ne drugega ne. Ja, darila pa, se pravim, bolj praktična darila so bila tudi včasih. Kakšne hlače, nogavice. Za mrzle zimske dni. Tako, pa kape. Ja, moram reči, včasih so bile tudi prave zime, ne. Ko so do pol metra snega je bilo najmanj. A zdaj kaj pogrešate, ko so zime bolj take mile? Ljudje že kar včasih prosimo za kakšno snežinko, da je okrog Božiča vsaj malce tiste snežene idile. Ja, a vam kaj manjka, ko je zelen Božič? Ja, tudi zaradi zdravja bi bilo boljše. Pravijo, ko je čas zime, mora biti zima. Pa sneg mora biti. Tako pravijo, ko sneg pokrije zemljo, se tudi zemlja spočije. Pravi, za vsako stvar je čas in tudi, ko je čas zime, bi mogel biti sneg, otroci bi se mogli igrati zunaj na snegu, so pa še tudi to, vem, da so zelo obremenjeni z domačimi nalogami, tako da imajo bolj malo časa zase. Pa aktivnosti imajo tudi cel kup. Aktivnosti imajo, tako da res so, v šoli bi bilo treba tudi nekaj narediti, no, glede tega, da bi bili otroci bolj sproščeni, bolj veseli bi bili. In tudi čisto drugačno bi bilo v njihovem nadaljnjem življenju, če bi imeli pravo otroštvo, ne? Bi moral kdo iz šole, kakšen ravnatelj, kako pismo tako napisati, a ne? Ali bi ga pa mogli Miklavžu Parklini bi ga mogli kazga odpeljati.
Kako se pa vi sicer razumete? Se kdaj srečate tudi z Miklavžem, ki je že obdaril otroke, ali pa z dedkom Mrazom, ki bo prišel 31. decembra? Ja, seveda, mi trije smo prijatelji. Kje se srečujete? Ja, to pa tudi ne smem povedati. Ja, to je pa tudi taka skrivnost, kako bi rekel, mimogrede se sedaj srečamo, ne? Miklavž gre gor, jaz grem dol, pa ne hitro se kaj pogovorima, če ve za kakega otroka, da ga slučajno, jaz ne vem, čeprav meni ne uide, ampak mi tudi Miklavž pove, kako so se kateri otroci obnašali pri katerih je on obdaril Miklavž, ne? In si potem malo med sabo izmenimo informacije, kako so reče. No, tako da pa tisto pa upoštevam. Lepo. Ker potujete v zimskem času, pa sva dejala, da so zime bolj mile, ni več toliko snega. Kako je bilo pa včasih, ko je snega bilo veliko? A vam je to predstavljalo kakšno oviro potem pri potovanju? Je bilo treba nekako odmetati sneg? Ste morali zadolžiti vaše pomočnike, da so, preden ste vi sanmi zapeljali, da so vam naredili gas? Kako ste to naredili? Ja, veste, problem se je pojavil predvsem, kadar sem sanmi pristajal na strehi. In bilo na strehi ogromno snega. In sem moral poslati pred palčke, pa škrate, da se vsaj toliko počistili, pa okoli dimnika, ne, da sem lažje prišel skozi dimnik, da sem se spustil noter, da so čistili sneg. Drugače pa tudi zelo veliko snega. Tudi recimo, kakšne zapuščene pa samotne hiše, predno sem pristal s sanmi, jaz sem mogli tudi malo odmetati snega, ampak bom rekel, da so to zelo rad počeli palčki. Z veseljem so šli, sem poslal, k njim je treba jeti, treba počistiti pred hišo, ali pa streho. Z veseljem so šli, tudi oni so se veselili snega. Ja, se tudi palčki pa škrati kjepajo, ne? Pa igrajo. Naredijo kepo, pa se igrajo med sabo. Pa angelčki delajo v snegu, ne? Pa se kdaj pritožujejo, da morajo toliko garaškega dela opraviti z lopatami, da vam pripravijo pot, da lažje pridete skozi dimnik v hišo? Ja, od začetka so bili problemi, ampak potem so povedali, da se gre za pridne otroke. Sedaj sploh ni nobenega problema. Za pridne otroke tudi moji pomočniki naredijo vse. Čisto kot Božiček. Lepo. Za pridne otroke vse. In kakšni so pridni otroci po vaši definiciji? Kaj morajo vse izpolnjevati? Kaj morate obkljukati na vašem seznamu, da je pošlihtano, da je urejeno, da lahko rečete, ta otrok je pa bil priden in si zasluži darilo? Moram se malo pomisliti, pa spomnim tudi. No, prvo kot prvo, da spoštujejo starše. Potem dedka pa babico. Zdaj so že taki časi, so starši večinoma v službi. In dobesedno morajo stari starši merkati otroke, da naredijo domačo nalogo, da so pridni. No tu, da so v šoli pridni, da ne nagajajo en drugim, da si pomagajo. Med seboj? Ja, seveda. Jaz pravim, otroci, ki se poznajo med sabo, bi mogli en drugim pomagati. Eden ima to, pa nima drugi. Ne da njemu. En drugim si mora pomagati. Tu so pa potem pridni. Predvsem morajo spoštovati starejše, pa da se lepo obnašajo na raznih prireditvah, če grejo v kino, ali nekako gledališko predstavo, da se tam lepo obnašajo. Jaz pravim, za vsakega nastopajočega je največja nagrada aplavz, da jih nadarijo z aplavzom. Lahko se mi pomislijo, da bojo tudi oni kdaj nastopali. Jaz sem zelo vesel, ko pridejo k meni, pa so sedejo k meni koleno, pove kako željo, mi kako pesnico zapojejo. In potem oni poslušajo, da jih nagradijo z aplavzom. Otroke jih bolj kot ne so res odvisni starši, kako jih vzgojijo. Od starša največ odvisni. Niti ni toliko v šoli, čeprav tudi šola ima precej pri vzgoji otrok zraven, ampak največ je od staršev odvisni. Ko takole potujete od hiše do hiše, obdarujete otroke, so seveda najmlajši tisti, ki so najbolj veseli daril, ki potem zjutraj odvijajo pod smrečico. Ampak vi imate posebno nalogo tudi pri tem, da obdarujete različne organizacije, različne ustanove. Kje vse vas še toplo sprejmejo? Ja, moram povedati, da najbolj veseli so me otroci
v društvu Sonček, Sožitje, pa po bolnicah. Drugače so me pa otroci, lahko rečem, vse posod veseli. Saj vedo, da bojo dobili darila. Najbolj so me veseli od starosti, rekel, od 2 pa tja do 8 let. Pa predvsem tisti so me najbolj veseli, ki še verjamejo vame, v moj obstoj. Božiček obstaja. In zato pravim jaz staršem, ne jim imati veselje in upanje ali pa vero v obstoj Božička, dokler otroci verjamejo, to je najlepše. Ko pride otrok k tebi, pa ga takole v oči pogledaš in vidiš sam take mehne vragece, ki skače iz enega učka v drug učk, pa to ni lepšega za Božička, pa za ostale. Najbolj veseli so me pa res v Sožitju, pa Sončku, tam so zadovoljni tudi s skromnimi darili. Tam je problem za darila, ne? Ampak moram povedati, da se tudi za njih Božiček potrudi, pa jim da skromna darila, pa so njih najbolj veseli. Kaj pa bi rekli v današnjih časih, ko je na trgovinskih policah res malo da ne vse, kar si človek zaželi, so pa določene stvari, ki pa jih vendarle ne moremo kupiti in se jih ne da izdelati v tovarni. Kaj je tisto, kar nam ljudem manjka? Da si želimo, pa bi radi dosegli, radi bi imeli, ampak pač ne moremo iti v trgovino, ne more Božiček to prinesti. Ja, tu so pa res ta draga darila, ki sem že prej omenil, te pametne telefone, mali kdo si ga privošči. Ampak tle je velike napake že pri tem, ko nekateri otroci imajo in potem vidijo razliko v šoli in potem prav, on ga ima, jaz ga pa nimam. Ne? In potem takemu otroku dopovedati, da ne more imeti tudi tak telefon. No, tablične računalnike, potem vespe, kako se skuteri, na kateri se celo skuterje želi. Ja, kaki skuter, mi smo včasih imeli ono lesen skiro, drdra smo rekli, pa skirca. To je bilo, ne pa moped, pa ne vem, kaj še se želijo. Predvsej takih daril je. No, in tisto bojo mogli otroci razumeti, predvsem malo večji, ne, da tudi tisto se ne da. Je treba biti zmeren tudi pri željah. Zmerno pri željah in res razmisliti, kaj potrebuješ in potem si ti želeti. In pa potem bo sigurno, če bo taka želja uresničljiva, se bo tudi izpolnila. Se vam je kdaj zgodila kakšna želja, ki je bila izražena strani otroka, da vas je posebej ganila, da se vam je nekaj pri srcu premaknilo zaradi točno določene želje nekoga? Ja, moram povedati, da tisto mi je pa tako ganil, da je tudi Božičku so potekle solze. Ena deklica mi je pisala, da bi rada dobila drugega očeta, kajti njen očeka je umrl in sedaj sliši mamico vsak večer, kako joka, pogreša očeta glitko kot ona in bi rada dobila novega očeta, da bo mamica bila srečna in ona tudi. In ta želja me je, moram reči, tudi meni so potekle solze, ko sem tako željo dobil, mi napisala jo. In bi rada drugega očeta, ki je on umrl in tudi mamica ga pogreša. In so obe ne skrivaj jokale, ena da druga ni vedela. No. Mami v kuhinji, ona je pa v postelji jokala, ker je mami mislila, da že spi. Ta želja me je najbolj ganila. No. Vam je segla do srca. Ta pa res. A se sicer tudi kdaj znajde na seznamu želja otrok, kaj, kar se ne da kupiti, kaj, kar je dejansko vrednota, neka želja, ki jo ne moremo izdelati v trgovini, ne moremo jo kupiti v trgovini? Ja, ena želja pa res med mnogimi je taka bila, no še to se sploh ne da kupiti v trgovini. En fant si je želel, da bi ga sami popeljal nad njegovim krajem, kjer je živel. Aha, da bi on kar z vami potoval. Ja, z mano, da bi šel. Ja, to je pa... To je ena od skrivnosti verjetno, ne? Ker ni dostopno vsakomur. Prvič to je skrivnost, drugič pa tudi, če bi ga hotel peljati, ga ne mogu. Sani je točno določena teža, koliko kilo gor na sanih, drugače tudi jelenčki ne more peljati. Pravzaprav
je prostor samo za božička pa za darila. Ne? Darili pa ogromno. Računite, da vse v eni noči moramo obdariti vse otroke sveta. Tako da tudi, če bi hotel tistega fantiča popeljati sabo, ga ne bi mogel. No, to je pa taka želja, da se ne da niti kupi. Ja, seveda. Ja. Pa sem se kar malo smijal po tej želji. A se vam je kdaj zgodilo, da ko ste bili na začetku vašega obdarovanja, ko so sani še polno obložene z darili in ko ste pristali na strehi, da je na kakšni starejši izvedbi streha popustila, da ste padli v notranjost hiše? Je to le vendarle neka teža s toliko darili in še z vami? Ja, ampak ja, enkrat se mi je res pripetilo, ampak hvala Bogu, sem pristal na podstrešju. Saj podstrešje je bilo, so bili močni tramovi, da nisem šel naprej, da nisem padel prav v hišo. Potem sem pa takoj poklical palčke in škrate, so me dvigli sami vred in zelenčki, streho popravili, še novo streho so dobili pol. Tisti, ki so bili bolj revni, niso imeli veliko denarja, so imeli pa skromna darila, so imeli želje otroci, smo jim pa še dodatno darilo, smo jim pa še novo streho zrihtali. Tako. Ja. Pa sta bile dve muhi na en maha, ne? Ja. Pa verjetno so bili starši bolj veseli nove strehe, kakor pa otroci darili. Zagotovo. Ja. Moram vas malce tudi podražiti. Imate tako lep, prijeten okrogel trebušček. A se kdaj pojavi težava, ko je treba skozi dimnik potem se spustiti, da se zataknete? Ali imate kakšne bolj moderne prijeme, da vstopate v hišo? Vse drugače, tu ni noben problem. Ne? To jaz imam tako moč, da razširim dimnik, ne? Predno se spustim. Ampak enkrat sem pa pozabil to narediti. Sem pa kar zviška skočil not. Sem se pa zakajljal. Ne ven, ne nazaj. Pa je bila pa obleka črna, ha? Sem imel, hvala Bogu, da se nek smemo rezervno, sem se preoblekel. No, potem so šli pa škrati spodne strani gor, so me prijeli za noge, da so me potegli skozi dimnik. Darila sem pa razdelil, ne? Brez daril pa nisem ostal. Vse to je bilo, maj trebušček, ne? Maj pa vreča z darili in sem se dobil besedno za gozdu, kako se reče. Ne? Ja. No. Ampak so me pa škrati pomagali, so me rešili. Vedno nekdo pride na pomoč. Ja, brez škratov pa nikamor. Kako je vaše zdravje? Ste že v takih lepih, častitljivih letih, se v redu držite, tako zdravstvenega vidika? Ja, kar. Nimate težav? Ne, no, kar se tiče, samo eno bolezen bom omenil, ne. To je pa kriva sladkarija, sladkorno imam. Ja, ampak vedete, kako je, jaz samega sebe golfam, ne. Pojem kako tortico, ali pa kak keks, potem si pa mislim, ja, bom pa eno tableto več vzel, ne. In tako pol delam, predvsem na sladkorni bom mogel veliko narediti. Ostalo pa, hvala Bogu in hvala Božičku, v redu, brezhibno deluje. Srček, mašinca dela. Super. Ja, tudi jaz sem zelo vesel. A bi zdaj, ko sva v etru, v studiu pred kamerami, mogoče izkoristila priložnost, pa glede na to, da vam otroci nastavljajo mleko in piškote in da piškoti kar zvišujejo sladkor, da bi mogoče bilo dobro otroke nagovoriti, da kaj drugega pripravijo v skrbi za vaše lastno zdravje. Ja, je pa, imam pa samo take stvari rad. Se težko odpoveste. Ja, bi skar rekel, potem kaka rezina domačega kruha, pa kaka šnitka salame. To bi lahko nadomestil mleko pa kekse. Tako se vi okrepčate, ko vam malce energija pojenja. Brez take hrane, recimo po takih okrepčilu, ne bi zdržal celo noč na poti. Tako mi da tu energijo, da potem gremo od ene hiše do druge hiše. Kako ste pa zadovoljni, kako otroci skupaj s starši okrasijo hiše, kako postavljajo smrečico, jaslice, kako obesijo svetlobno razsvetljavo po balkonih in po strehah? Kako se vam to zdi? Jaz bi bil zadovoljen, če bi bila skromna smrekca, pod njo pa jaslice. Drugače nekateri pa, moram reči, zelo bogato okrasijo. Tako da določeno hišo že vidim z neba iz zraka dol, katero se vam zdi, okolica okrašena, smreke pred hišo okrašene, balkoni. Ja, najbolj smešni so pa tisti, na kateri, ko dajo božička, na lestvi, da gre po balkonu gor. Ja, pa
Da raj ne piše, bom jaz prišel. Ne, pa tisti božic na tistih lestvah, gor na balkonu. Je pa razsvetljen, moram pa povedati, ne pa opazen, bolj kot jaz. Jaz se moram skrivati. Zdaj tiste otroke, ko vis obiskujem na domu, me ne vidijo, ne. Razen katerim tako pridem, če sem povabljen, kakva društva, takrat pa pridem tako, da me vsi vidijo, drugače pa ne. Po moje dajo kar veliko za denarja za tisto razsvetljavo, no, na kateri da. Mogoče ne bi bilo treba. V tako veliki meri. Ja, v Ameriki pa tako, da tam sploh hiše ne najdeš, je pa vse tako razsvetljen. Ko pristajam, je dobesedno tiste lučke me vidi zameglijo. Ne vidim točno, dvakrat sem naredil, da sem spalil. In potem sem mogel preskočiti tisto hišo, pa sem mogel nazaj na ono jeti, tam je pa preveč osvetljen. Pri nas je še kaj dokaj v mejah normale v Sloveniji. No. Se še ni začutil ta vpliv Amerike? Ja, malce že čut, ne? Ampak ni pa nobene primerjave, hvala Bogu. No. Ko ste omenili, da vidite ponekod na okrasitvah na hišah lestev in na lestvi Božička, pa sem se spomnila, da v nekaterih bolnicah nekateri možakarji se oblečajo v Božička. To so verjetno kakšni vaši pomočniki ali kako? Boste vi to sedaj iz prve roke povedali, da vas verjetno razbremenijo, ki se na to po vrvi spustijo in skozi okna otrokom, ki jim zdravje ponagaja, jih potem na ta način malce razveselijo. Ja, to moram povedati, da so pa moji pomočniki. Ne? Zato, ker se najbolj sigurnega počutim, da se spustim skozi dimnik, ali pa da mi palček ključar odklene vrata. Drugače pa po vrveh, ni za mene. Najbolj sigurno sem tle. Tu so moji pomočniki, ko se spustijo po vrveh dol, in obdarujejo tudi otroke v bolnici. Verjamem, da ti otroci so mojih pomočnikov zelo veseli. Kajti, se pravi, določeni otroci so veseli malenkosti, niso zahtevni, ne vem, kakva darila dobijo. Malenkost. In take otroke ima tudi najraje. Pa se ustaviva še malce pri vaši opravi. A to vam gospa Božičkova pripravlja, da imate vselej tako lepo zlikan, lepo v lepi rdeči vpadljivi barvi, tudi kapa, vaša brada je vedno vzorno urejena. Kdo skrbi za to vašo podobo? Ja, zelo taka bogata, košata. Verjamem, da se marsikateri otrok rad malce tako lepo popritisne. To imam pa najraje. To imam pa najraje, da se otroci stisne k meni. Jaz drugače imam tu mati Božičkova čez pranje, brada mi tudi ona uredi. Edine škorne si pa sam pucam. Imam tudi lepe škorne. Drugače ostalo, oblačila, vsake tukaj leta, včasih mi mora kaj zvožati. Tisti majk daj, ne? Zožati? Večkrat mora bolj razširiti. Ja, no, drugače ima pa mati Božičkova tudi čez skrbi za mene tudi glede hrane in moram povedati, je zelo pridna glede tega. Jo pa tudi palčke ubogajo, kadar ni mene, ne? Je takrat ona glava v hiši? Ja, bi skoraj rekel, da je še jaz ubugam. Ja? Pa ima tudi gospa Božičkova kakšno željo, da je vi uspete izpolniti? Ja, no, in moram kar povedati, da predno začnem izpolnjevati željo otrokom, moram prvo izpolniti ženi Božičkovi, mati Božičkovi izpolnim željo, da imamo potem dobre odnose celo leto do naslednjega Božiča. Kako pa sprejema vaše delo? Je potrpežljiva ali si včasih zaželi, da bi na ta poseben sveti večer, ko smo vsi radi s svojimi najdražjimi, da takrat ne bi hodili v krop, ampak da bi bili skupaj z njo? Ne, to pa sploh ne. Ne, to pa sploh ne. Razume to vašo posebno poslanstvo? Ja, tudi spodbuja me, ko vidim, da pridem utrujen domov, dej Božiček, dej, lepo te prosim, dej, otroci ti čakajo, pa še k temu, še ta je bil priden. Zdaj, se znama tudi moja žena, čez, ne. K tem, to sploh ne, ona me spodbuja, ko sem lahko ne vem, koliko utrujen in s tistim spodbujanjem mi da novo energijo in ko skočim pol. In gremo sani zopet naložiti in gremo spet obdariti otroke. Tako da veliko stvari se moram tudi mati Božičkovi zahvaliti. Kje pa vidva stanujeta? Če bi kdaj se kdo odločil, da je kje v bližini ali pa da nima tako daleč do vaju, pa bi vaju želel priti pozdraviti, takrat, ko nimate polno obveznosti z obdarovanjem. Je to znano? Ne, to pa ne bom povedal. Ne boste povedal. Ja, kam pa otroci pošljajo potem pisma? To pa odložijo na okna. Aha.
In potem pride moji pomočniki, pobere tisto pošto in jo dobim. Se pravi, imate direktno povezavo. Ja, direktno. Da skrivnosti ne uidejo. Nobenega v sredi. Ja, zdaj si pa predstavljate, da bi povedali vsi, kje sem jaz doma. A vidite, kakšna kopica otrok bi bila stalna pred vrati. Še poleti bi hodili k meni. Kaj pa počnete sicer spomladi, poleti, v jesenskem času, ko ni toliko dela z pohajkovanjem okrog? Ja, igrače delamo. Celo leto? Ja, veste, vse določene igrače, malo sem si jih zapomnil, pa malo za nazaj pogledam, kako igrača si otrok zaželel. Pa vse velike spremembe ni, ne. Lansko leto to, letos to, drugo leto to. Tako da že vnaprej naredimo igrače čez celo leto. Za določene tiste so pa malo bolj izbirčni, pa zadnji hit naredimo, ne. V zadnjem tednu takrat pa delamo skozi. Takrat delamo, lahko rečem, 24 ur na dan. Pa kdo pregori od toliko dela? Ja, tisto malo mlajši palčki, niso še toliko utrjeni. No, vse tudi njim ni treba tukaj delati, ne. Jim dam tudi, da se malo počijejo vmes. Če starejši moramo pa kar zagrabiti. Ja, drugače pa ne moramo izpolniti vseh želja, ne. Imate vi kakšno posebno željo? Da bi jo lahko recimo zaupali vašima kolegoma, Svetemu Miklavžu ali pa Dedku Mrazu? Ja, imam željo. Ampak jaz bi, da bi se le mi ta želja uresničila. Jaz bi pa želel, da bi bili vsi zdravi, da bi se imeli radi. Sedaj so taki časi, da bi si ljudje drug drugemu pomagali. Kajti sosedje se med sabo najbolj poznajo, vejo, kdo potrebuje pomoč. Dajte mu pomagati in veliko je lažje vam bo pri srcu, boste obdarili enega drugega, ko nima, pa tudi meni bo. Veliko lažje pri srcu, ko bom videl, kako se ljudje razumejo in obdarujejo in pomagajo tistim, ko nimajo. In da svet počasi postaja boljši. Tako. V vsem tem vrvežu, ki nas vsakodnevno spremlja. Ja, to je pa čezdalje slabije tano. Tako da bi si ljudje res pomagali med sabo, otroci pa sploh. Ta nima, recimo, zvezka, pa ga manj več, daj mu zvezek. Ali pa kakšne druge šolske potrebščine, ali pa ko prerastejo za šolske torbe, ne jo da enemu otroku, ko jo potrebujejo, pa ko nimajo starši denarja, da bi kupili novo torbo. Kajti vse tudi božička res ne morem kupiti. To je moja želja. V bistvu želja za druge, ne za vas osebno. Ja, ampak tudi meni bi izpolnil zadovoljstvo, bi imel pri srcu čuteno zadovoljstvo, da je tudi moja želja, recimo, pomagala, da se imajo ljudje raje med sabo. A so vas kdaj otroci, ko greste tako na kakšne sprejeme, kjer se organizira obisk božička in je polna dvorana samih otrok, jih obdarite in eden po eden hodijo k vam, a kdaj kakšen ušpiči kakšno lumparijo, vragolijo? Ja, najraje me pa pocukajo za brado. Najraje. To pa določeni, kar vidim, ko prihaja k meni, da me že pocuku, tako da se malo kar pripravim, katkoli malo naredim. Pa me pa pocuka, ne, pa mu povem, veš, to me je pa zabolelo. To boli. Zdaj vem, da je lušno božička malo pocukati, ampak to boli. To je ravno kar, ko bi se mogli otroci zavedati, če ga jaz malo takole za laske pocukam, da ga boli. Božička pa tudi. Ja, pa enkrat moram povedati, sem bil pa tudi res toliko presenečen. Če že jih povem, no. Seveda. Vse danes je najin večer, danes je Božič in danes je najin dan. To sem se pa tukaj nasmejal, da so me mogli vzgojiteljice v vrtcu prav pomiriti, ne. Jaz vsako punčko pa fantka pohvalim, imaš lepo frizuro, ali pa majčko. Ena je prišla k meni, imela pa lepo nokte nalakirane. Pa gledam iz tiste nežne rokce, pa pravim, joj, sem rekel, kdo ti pa tako lepo nohte nalakiral. Sem rekel, ti mami nalakirala? Je rekla, ne, ati. Ja! Takrat pa dobro, da sem sedel tam in se začel smejati. In z mano moj trebušček, tako da so rekli, tudi vzgojiteljica vrtci, no, Božiček.
Da sem se pa tako presmejal, dobesedno sem bil malo šokiran, ne. Jaz skoro vprašam tej mami po barvah. Ne, je rekla, ati. Jezus, kaj sem se potem smejal. No. Taka lučna doživetja. Tako da res komaj čakam vsako leto, da sem na vrsti, da jaz Božiček obdarim otroke. In vam to da potem neko posebno zadovoljstvo? Ja, seveda. Energijo za celo leto? Ja, seveda, to sigurno. Ne. A se ne smijim tudi zraven. Maske doživi Božiček, verjemite mi. Se vam kaj posebnega, zanimivega, smešnega zgodilo, da bi to lahko podelili še z našimi gledalci? Ja, ja, tam sem se tudi smejal, razne želje. Mi je en fantek napisal, da se želi bratca, pa sestrico in kar tako velika že, da se bo kar igrala. Se pravi, že ven iz plenic. Ja, že kar iz plenic, da se že bo kar igral z njima, z avtomobilčki, pa da se bo lahko žogal. Potem sem pa odgovoril s pismom, ne, sem rekel, dragi Tinček, bom rekel, ne, čeprav ni bil Tinček, sem rekel, to željo ti pa Božiček ne more izpolniti, lahko ti pa izpolnim željo, da dobiš bratca pa sestrico, ampak kot dojenčka. In boš mogel te prvo mirkati, mamic pomagati previjati, ker bo te polulena pa pokakana. No, pa nisem dobil nobenega odgovora. Sta verjetno mama in oče za to poskrbela? Ja, sigurno. Brez posredovanja. Ja, pa mi mnogo otrok piše, da se želijo bratca ali pa sestrico. Tako da bi jaz kar priporočil tudi staršem, če vejo, kam so dali otroci, ne, preden moji pomočniki odnesejo pismo, da gre malo prebrati. Pa dejte jim izpolniti tisto željo, če pride do kje bratca ali pa sestrica. Če je uresničljivo, ja, seveda, več otrok, več dela za Božička, bo Božiček ima skozi del. In več veselja. Ja, seveda. A je kakšna razlika med otroci, ki prihajajo iz mest in otroci, ki so doma na podeželju? Ja, to pa sigurno. V pridnosti? O pridnosti tudi in pa v željah. Moram povedati, da ti otroci na podeželju imajo bolj skromne želje. Se želijo kako malenkost, bom rekel tako, ki je bil pred, kaj za obleč, pa se že tudi naredili, da so napisali za starše. En je napisal, ja, to mi je tudi, kar nisem se razjokal, si zaželel, da bi oče dobil službo, so oba z materjo doma, da mu bo potem lahko kupil šolske stvari. To mi je pisal iz podeželja, z ene vasi, ne bom imenoval jo. Tako da po željah se poznajo, so bolj skromni. In te otroci na podeželju bi skoraj rekel, da se želijo stvar za enega drugega, ne za sebe. Ne? Ampak če že res si nekaj ne pišejo za tako stvar, ki jo res potrebujejo. V mestni pa se mislim, vidite, ne, tablične, pametne telefone. Moderne igrače. Ja, take igrače, ja. Pa tudi drage igrače so take, ne. Ja. Se vam je kdaj že zgodilo, da ko pridete ali skozi dimnik, ali ko vam palček ključar odklene vrata in stopite v hišo, da ste kaj zanimivega zagledali v dnevni sobi, da vas je kakšno mogoče muca ali kakšen kuža zmotil in ste na to pozabili odložiti darilo? Ja, enkrat se je pa res naredili to. Lahko rečem, da sem zadnji čas skozi dimnik nazaj. Me pa ni kuža pričakal, me kar urnik pesek. Je bil velik. Ja. Pa še čistih je bil. Ko si začel pa s hrbtom obrjen zlaga darila pod smrekso, pa slišno rečanje za sabo. Obrjen, sam zove sem videl, pa nekaj črnga. Pa niste imeli nobene klobase zanj? Nisem, tudi otroci mi niso nastavili. Ponavadi nastavijo mleko. Jo, kaj sem šel jaz to na hitro skozi dimnik ven. Tudi so me škrati sprašvali, kaj se je dogajalo. Malo so se smejali, ko sem dobesedno predivjal skozi dimnik. Ves preplašen, potem sem pa povedal, so se pa še oni smejali, ne vem, da so čustvovali z mano. Drugače pa mulce že pričakajo, jih lepo pobožam. Mulce ležijo tako v foteljih not pa drmuckajo. No, pa drug pesek, ki je tudi tam, ampak tam mi je pa dal misli. Je bil pravi pes čuvaj. Ja, pravi, ampak Božička ne bi smel napasti stran. Otroci, še bi prenesel darila. Ja, pes pa res ni vedel, ne, da bom darila. Je prej mislil, da bom kaj dal v vrečo pod nesel.
Se vam je kdaj zgodilo, ko tako pridete v domove, v stanovanja, da otroci, sploh tisti, ki so že malce večji in komaj čakajo, da božiček pride, nočejo zaspati in se trudijo, kljub temu, da jim že oči vleče skupaj, pa vas pričakajo. Ali pa iz kakega kota pokukajo in tako z enim očesom malce opazujejo, kdo bo zdaj prišel, na kakšen način bo prišel, kam bo postavil darila. Ja, tu mi je ena punčka me presenetila. In tu, ki je tudi prišla, ker do mene sem že punčka videl, da je precej navihana. No, drugače pa ostale otroke vržem čarobni prah in zaspijo. No, to pa ne vem, koliko sem to zgrešil, da je prišla k meni, pa je bila tako vesela, se usedla k meni, sem se usedel takole na fotelj, pa sem bliž toliko časa imel, da mi je eno pesnico zapela. Potem je šla po mleko je šla, sem ga spil, nesem dal darilo osebno v roke, sem siguren, da ne bo nikoli pozabila. No, potem sem pa pospremil sobo in je lepo nazaj zaspala. No, tista mi je pa nekako šla, drugače veš, s tistim čarobnim prahom, da zaspijo, tam je pa presenetila takrat. Je že bila neka posebna deklica? Ja, jaz sem rekel, se pa že malo božički tudi leta poznajo, da se je ena prešvercala. Da je ena vam ušla. Ja. Dragi Božiček, najin čas se je žal iztekel, ampak ne zato, ker naju priganja ura, ampak zato, ker je treba biti le tudi malce prizanesljiv. Namreč naporna noč je za vami, veliko dela ste opravili in ko se boste vrnili domov, tudi ne bo veliko počitka na voljo. Boste že pripravljali igrače za naslednji Božič, da bo vse pravočasno pripravljeno za naslednje praznike. Zato vas bom sedaj spustila nazaj v objem k vaši gospe Božičkovi in k vašim škratom in palčkom, seveda pa v imenu in gledalcev, ki naju spremljajo v svojih dnevnih sobah pred televizijskimi ekrani in v imenu celotne Ansat televizije se vam zahvaljujem za to, da ste nas počastili s svojim obiskom in vam seveda želim, da bi izpolnili vse tiste lepe želje, ki vam jih prinašajo v vaše domove vaši pomočniki skozi vrstice, ki jih napišejo otroci in tudi tisti malce večji. Ja, moram povedati, da sem se jaz zelo z veseljem odzval tvojemu vabilu za ta najin klepet. In če bo želela, sem drugo leto zopet na voljo. Nisem bila preveč radovedna. Ne. Ja, no, vse sem povedal tisto, kar sem hotel. Skrivnosti sem pa obdržal zase. No, mogoče pa drugo leto kakšno več razkrijeva, pa bova vsako leto kaj več razkrila, da bomo malce bolj vstopili v svet Božička. Ja, pa bom kar celo leto razmišljal, katero skrivnost bom izdal. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Lep preostanek večera v družinskem krogu vam želiva. In naj bo leto 2019, ki je pred vrati, polno uspehov, zadovoljstva in lepih trenutkov. Srečno!